Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 7 in nadaljeval bom majčkeno za pogovorom o otrocih in živalih. Zakaj nas živali in otroci tako navdušujejo? Živali so zanimive zato, ker v primerjavi z ljudmi, ki smo precej neodgovorni na tem svetu, živali živijo v harmoniji z svojo okolico, v zavedanju svojega fizičnega telesa, v enosti z celotnim stvarstvom. In domače živali tudi sodelujejo z človekom, nas učijo za svojim lastnim zgledom, kako je možno živeti na tem svetu. Živali so tudi nekako fizični izraz ljubezni. Nikoli nam ne zamerijo oziroma težko nam zamerijo. So v tem trenutku, odpuščajo svojo preteklost. Seveda se določene stvari tudi zapomnijo, lahko jih seveda zdresiramo, lahko tudi se naučijo sovražiti človeka, ampak večinoma, še posebej recimo psi, so nekako poosebljena ljubezen, so razigrani, sproščeni, so odprti. In tudi človeški otroci v prvih letih po rojstvu so tudi nekako taka nedolžna bitja, sproščeno raziskujejo svet, so brez predsodkov, brez sramu, vedoželjni, veseli, igrivi. In potem seveda jih začnemo spraševati, kaj boš pa ti, ko boš velik? In se morajo odločati, kaj bojo pa zdaj postali, kako se morajo spremeniti, kako morajo zatreti svoje sanje, svojo igrivost, zato da bodo nekaj postali, da bodo imeli neko vlogo v tem našem človeškem sistemu, ker pozabimo na to, kaj je življenje in ker je želja po dobičku, po nekem priznanju v človeški družbi glavno gonilo našega obstoja. Nekateri seveda, ko jih vprašaš, kaj bi radi postali, ko bodo odrasli, rečejo, rad bi ostal otrok, nikoli ne bi rad odrastel. In seveda je to fino, da ohranimo našo otroško sproščenost, odprtost, vedoželjnost. Po drugi strani pa človek, za razliko od ostalih živih bitij, igra določeno vlogo, ko smo zaradi določenih sposobnosti, znanja, tehnologij dosegli izjemno moč spreminjanja tega sveta, vplivanja na ta svet, in ta moč za sabo potegne tudi odgovornost. Živali so v stalnem zavedanju tega sveta, medsebojne povezanosti in soodvisnosti in delujejo odgovorno. Ljudje pa večinoma bivamo v umu in so nam bolj pri srcu občutki, čustva, energije, osebne izkušnje, kot pa tisto, kar je najboljše za vse. Zato je poleg tega, da smo nekako v otroškem razpoloženju, da smo sproščeni, igrivi, odprti, vedoželjni, se moramo tudi obvladovati notranje, v smislu osvobajanja od teh odvisnosti, od energij, od uma, od misli, od čustev, ki nas nekako zasvojijo in zaslepijo. In potem, če jim sledimo, postanemo neodgovorni, škodljivo in uničevalno delujemo na ta svet. Potrebno se je notranje obvladati
Torej, da premagamo to odvisnost od nekih energetskih vplivov in da začnemo voditi samega sebe na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. Ko se notranje obvladamo v smislu teh energij in ko postanemo odgovorni v smislu spoštovanja do vseh živih bitij kot enakovrednih, potem bomo pa lahko tudi naredili tak sistem, ki nas ne bo več obvladoval z nekimi prisilnimi zakoni, z nekimi kaznimi, ampak bomo lahko živeli na tem svetu brez strahu pred drugim in bomo lahko zopet postali otroško igrivi, nedolžni, veseli in se bomo lahko izražali v polnem smislu, tako kot to sedaj počnejo živali. Za doseganje tega je potrebna notranja preobrazba in kot odličen pripomoček za to vam priporočam brezplačni uvodni tečaj Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite. In priporočam vam tudi, da si poslušate audio posnetke o živalih. Povezave do teh dveh virov vam bom navedel pod tem videoposnetkom, tako da vas vabim na notranjo preobrazbo, da bomo zopet postali otroci, ampak v polnem zavedanju realnosti, celosti in da se bomo zgledovali po živalih, da bomo lahko živeli na tem svetu v sožitju z vsemi živimi bitji. Hvala za posluh in nasvidenje.